Rekel sem si, da takrat, ko postavimo dvigalo, bom pa predstavil še katerega od svojih avtov. In to je eden izmed mojih avtov, to je OG E36. Now I remember in the days of way back with just the 4-track with no SP12 to make track. Wearing leather suits and boots was the gear of live bands and hip-hop stars of the year. A.O. We're rocking on the street was the show where the people clap but they went home with no jokes for an all-star. Walking to the beat of the funky 4+1 and the awesome treasury street. Bumping in your walkway, the music was exploding with these all the breaks from the King Curtis Low and giving us the messages. Grandmaster Flash, the fearless four, but still they say that rap won't last. Radio was playing it, street kids were singing it. So Sonic Force had the funk and it was bringing it. Then we threw the Houdini sound in the groove with Magic Wand, had it going on. Bringing the freaks out at night, rappers the light, fly girls and giving hip hop a new light. Pioneers who's giving rappers life in itself. All praise you and remember that time repeats itself. Adidas and Pumas with no strings and bopping till the rap attack. Run DMC was hitting everywhere and rock box. The inner city was complimenting Big Mouth, one loving friends. The 5 minutes of funk, the days would never end. The dynamics were breaking all over town, all over the world. Hip hop made its rounds, thinking of the Fresh Fest 1, 2, and 3 with the Fat Boys, Houdini and Run DMC. Looking at the kids with boom boxes on their shoulders, sheepskins, gazelles, leather bombers looking bolder. Then LL and Rakim came to life. One for making us dance, the other insight. The fans were getting bigger. Look what we delivered. You still think that rap is gonna die? How do you figure? Every time you say it's gonna pass, hip hop comes out with another style of rap and slaps your ass. Boogie down production, Vision Public Enemy. DJs like Red Alert and Magic gave us energy. Tour after tour and show after show, and everybody freaking while they all had control. And pioneers who giving rappers life in itself. Oh, praise you. Remember that time repeats itself. Ta avto je bil nekoč moj daily, to je E36 v limuzinski izvedbi, pač 4-vratna limuzina brez šibedaha. Za vse tiste, ki se sprašujete, zakaj je ta streha na tem avtu vedno zmečkana, to je zato, ker je ta avto sestavljen iz gole karoserije, katero sem dobil iz avtoodpada in na avtoodpadu je seveda na tej strehi sedel, stal en drug avto. Je pa to 320i, tako da je bil v originalu knot 150 konjski M50, kasneje ga je nadomestil 2.5 motor brez vanosa, to je še vedno M50 gnoj brez navora in moči. Kasneje je pa našel svojo pot sem noter 2.8, M52 z enojnim vanosom, z nekaj predelavami. To je bila pa že bolj zanimiva kombinacija in je tudi začela dosegati nekatere uspehe na hrvaškem prvenstvu, kasneje pa tudi na slovenskem Race Gazmik prvenstvu. Zdaj pa, avto je predelan v tako imenovanem street stylu. To pomeni, da ni ogromnih spoilerov, ni tako širokega widebodyja, ampak je avto stilistično enostavno predelan. Vsi deli na tem avtu niso zdaj reprezentativ njihovega najboljšega stanja, zato ker ta karoserija je v driftu od leta 2015 in vsako leto, ko driftaš v tandemih, je to predvsem, se dotakneš, se zaletiš in je treba marsikaj menjati, zato je recimo na tem avtu trenutno srebrn odbijač z modrim lipom. Za vse, ki tega še ne veste, ta lip je v bistvu en odbijač, ki je odrezan in je to v bistvu ta komad odbijača obrnjen kontra, zvrtan na luknje in pritrjen z vezicami na ta odbijač. Maska je ne facelift, tako se spodobi za E36, ker ne vem, kdo sploh preživlja, prebavlja tiste facelift maske. Luči so standardne, trenutno so gor modeli brez leče, ampak je pa ta avto zaradi vseh crashov tekom svoje uporabe dal že kar nekaj luči skozi. Žmigovci so pa oranžni. Recimo novodobni setboji bi preferirali na vseh 4 vogalih imeti bele žmigovce,
Meni je pa všeč črn avto z oranžnimi žmigavci, zato so tudi oranžni žmigavci. Poleg lipa na sprednjem odbijaču je karoserija predelana tudi tako, da ima spredaj fiberglass overfenderje. To so blatniki, ki serijsko, mislim, ki v osnovi poširijo avto za 30 mm, ampak so našpanani tako, da ga poširijo dejansko za 4,5 cm, to je 45 mm. Našpanani so pa tako, da so v bistvu, da je točka, kjer so pritrjeni, potisnjena naprej in ko pač ga potisneš bolj skupaj, pride bolj ven. Ti overfenderi so že dali nekaj skozi, tako da bo v kratkem čas, da se jih zamenja z tistimi iz ABS plastike, ki se boljše prilegajo in pa tudi bolj so vzdržljivi. Spredaj je havba dvignjena za približno 2 cm, to je zato, da se malo poveča ta gap med karoserijo in havbo, tako se pa pretok skozi engine bay malo poveča, ne? In tako se avto boljše hladi. Havba je kovinska, overfenderi so fiberglass pod njimi, jih pa nosijo še vedno kovinski blatniki. Vsa vrata na avtu so tudi kovinska, vključno z zadnjimi obrobami. Zadnje obrobe so narejene iz kosa železa, to je v bistvu 1,5 mm pleh. Nekoč je bila ta obroba lepe oblike, bom dal tu not eno fotko, bam. Po letih driftanja, kontakti avto na avto in avto na razne clipping pointe, kupe gum in podobno, se je pa pač ta obroba poškodovala, vključno s tem bokom, zato je to dvoje zdaj tako izmaličeno, ampak na ta način ta avto nosi s sabo karakter in v bistvu spomine, ne, vseh teh borb, ki jih je ta avto dal skozi. Estetske predelave na ven na tem avtu so zelo enostavne, omejene so na 4 glavne faktorje, to je sprednji lip, dvignjena havba, overfenderi in pa zadnji lip oziroma zadnje obrobe. Kar pa naredi ta avto malo bolj poseben, je pa setup na vzmetenju in platišča, za katere je dimenzioniran. Sam sem velik fan nizkih avtov, drift je style tekmovanje in recimo moj budget je bil vedno ful omejen. Na ta način si nisem mogel privoščiti nove barve, novih kosov, lahko je bil pa moj avto vedno najnižji in uporabljal zelo široke felne z dosti roba in te felne so moje najljubše. To so Hamann felne iz 90-ih let, spredaj avto uporablja 8,5 col široke ET13 za 215/40/17 gumo. Za vse, ki se malo spoznate na felne, boste prepoznali, da je to dimenzija za serijo 5 pa serijo 7, recimo od E34 naprej. Sprednje zavore so tukaj od E46 328i. Avto je zadaj dimenzioniran, da vozi primarno 17 in to je primarno 10 col široka feltna z ET-jem med 15 in 20. Trenutno je zadaj 8,5 col široka feltna in zato ji fali malo, da bi prišla čisto do roba. Vseeno je pa tako blizu roba, da ne moreš iti s prstom vmes. Bi pa ta 8,5 colska feltna lahko uporabljala še 6 mm distančnik, ki je trenutno sposojen na Lexus. Po 2019 sezoni, ko sem s tem avtom osvojil Croatian Drift Challenge, pa tudi Race Gazmik prvenstvo, sem ugotovil, da 17-ke ne bojo več dovolj dobra izbira za tekmovanja in takrat so tudi te obrobe dobile malo tretmaja s kladivom. Tako da po novem tudi ta avto lahko vozi do 265, 35, 18. Zdaj pa, ko smo že pri 18-kah, marsikdo vidim, da meša ta dva avta. To sta dva različna avta, oboje sta E36 limuzini, oba dva sta črne barve, ampak razlika med temi avti je ogromna. Avto, o katerem govorimo danes, je moj tako imenovan stari avto. To je avto, ki je bil osnova za razvoj delov, ki jih danes najdete na SkidShopu, pa tudi za razvoj mojega znanja. Saj sem s tem avtom šel skozi en kup različnih faz. Ta nov avto je pa avto za tekmovanja v sezoni 2023 in ta avto ima 3UZ motor, varnostno kletko, fiberglass vrata. V glavnem avto je predelan za tekmovanja na regijskem nivoju in je v bistvu nadomestek tega avta, ker sem ugotovil že v letu 2019, da ta avto kmalu ne bo več konkurenčen, kljub temu pa bi še vedno lahko mešal štrene na marsikaterem lokalnem tekmovanju. Saj je setup tega avta res dober, pa čeprav rečem to sam, vem, da je tako, ker se je pomeril z dosti močnejšimi avti na različnih progah
in se je izkazal za zelo dobrega. V letu 2018 sem nekako dosegel maksimalni potencial BMW-vih šestakov, volumna 2.5 in 2.8 z vsemi možnimi bolt-on predelavami, od 3.0 odmičnih do M50 sesalnih pa športnih izpuhov. In v bistvu začel sem na veliko klad te motorje, niso zdržali obremenitev, kljub temu, da sem dosti dobro hladil, so to motorji, ki so stari več kot 20 let. In stal sem na namestilo, pa jaz sem vedno fan V8 motorjev in pri V8 motorjih imaš kar široko izbiro. En izmed motorjev, ki sem ga vedno občudoval zaradi tega, ker sem spremljal novozelandsko in avstralsko drift sceno, je pa NAUZ brez VVTI-ja. To je prva generacija Toyotinega V8 motorja, ki je bil v bistvu vgrajen v Lexus LS 400 in to ti že pove, da gre za 4-litrski V8 motor, ki pa ima 32 ventilov, pomeni 4-ventilska tehnika, kot jo najdemo v vseh modernih motorjih danes. Prva generacija NAUZ-ja ima par specifičnih lastnosti, zaradi katerih sem izbral ta motor. Takrat sem imel pod nadstreškom še v bistvu BMW 4-litrski M60 in pa ta motor. Potem, ko sem tega premeril, potem, ko sem si ogledal, kak je ta motor narejen, sem se odločil za tega, tudi zato, ker ta motor ima samo 180 kg v kompletnem trimu, kar je pa celih 60 kg lažje od M60 motorjev. Naslednja stvar je pa to, da serijsko obstaja tu karter, ki je dovolj nazaj, da paše v E36-ko na način, da lahko motor zmontiraš čisto do požarne. In tukaj recimo do požarne je samo za 2 prsta prostora in pozicijo tega motorja dejansko omejuje menjalnik, zato ker ne moreš menjalnika za adapter plošče sneti, če bi bil motor bolj nazaj. Nisem bil takrat pripravljen večati tunela, ampak če bi recimo to še enkrat delal, bi sigurno povečal tunel in spravil motor še za ta 2 prsta bolj nazaj, da bi še izboljšal ravnotežje tega avta. Naslednja stvar, zakaj sem se za ta motor odločil, je to, da je sesalna odmična, ki jo žene z obati, daljša od izpušne. To pa pomeni, da so glave zadaj prirezane pod kotom in motor lahko gre ful nazaj, pa gre še vedno mimo zavornega boosterja. Zavorni booster je pač serijska oprema na vseh modernih avtih in ti pomaga pri tem, da je bremza mehkejša, kot bi bila sicer. Ima pa ta motor tudi ta značilni sesalni kolektor, kjer je loputa zagasnjena stran. In to je še en faktor, ki je pomagal pri tem, da sem se odločil za ta motor, saj je 36-ka v profilu dokaj nizek avto in pogosto je recimo problem spraviti tukaj zračni filter oziroma cevi mimo vodnih cevi, mimo hladilnika do svežega zraka. NAUZ, ki ima to loputo na strani, kot jo imajo tudi BMW-vi šestaki sicer na tej strani, pomaga, da je pač to lažje spasati noter. En faktor, ki jo pa nisem upošteval takrat, ko sem se odločil za ta motor, je pa to, da ta motor serijsko poganjata samo 2 tuljavi in 2 fertajlerja. V glavnem fertajlerji oziroma razdelilci pa niso lih najboljša izbira za uporabo na progi zaradi njihove relativno slabe zanesljivosti v pogojih, ko imaš ogromno vibracij pa vročine, sploh pa na motorju, kot je V8 motor, cel aluminijast, ki sigurno drži ful ene vročine v sebi. Montaža tega motorja je precej zahtevna. To je pa zato, ker moraš recimo motor spojiti z nekim uporabnim menjalnikom. Ti motorji so serijsko vsi avtomatiki. Na srečo dobiš off-the-shelf adapter plošče. Na motorju je narejena komplet nova električna inštalacija. Motor pa uporablja Megasquirt Management, to je stand-alone računalnik, ki ne uporablja dobenega senzora pretoka zraka, ampak uporablja MAP, to je senzor pritiska v sesalnem kolektorju in temperaturo v sesalnem kolektorju. To pomeni, da je ta management motorja po tako imenovanem speed density principu, ki je nekoliko manj učinkovit, sploh pa ko hladno vžgeš motor, ampak za teranje po progi je pa v bistvu ful zanesljiv in brez kakršnih koli problemov. Hladilnik na tem motorju je od Nissana S15, valjda ni to originalen hladilnik, gre za aftermarket aluminijast hladilnik, ki drži precej več vode kot serijski BMW hladilniki. Ventilator je od E46 električen, cevi so pa v bistvu najdene po škatli cevi in štukane, tako da pašejo med motor in hladilnik. Hladilnik je nagnjen naprej, to je zato, da je med motorjem pa hladilnikom malo več prostora za potencialno menjavo jermena, alternatorje in podobne stvari.
Je pa hladilnik zmontiran relativno daleč nazaj v motornem prostoru, zato da dobim tukaj čim večji crumple zone, da se ta hladilnik v primeru udarca ne bi poškodoval. In moram reči, da kljub temu, da je ta avto utrpel kar nekaj crashov od spredaj, nisem nikoli rabo menjati hladilnika, tako da ta hladilnik je v avtu, odkar je bil avto swapan leta 2019 oziroma jeseni 2018. Servopumpa je od BMW-jevega M50 motorja, to je ZF-ova komponenta, ki je pač bulletproof. Recimo v več kot 100 dnevih na progi sem obrabil samo eno pumpo in jo pač zamenjal, ni ono crkla, da bi crkla takoj, ampak se je s časoma vedno bolj slišala, dokler je ni bilo treba zamenjati. Še ena stvar, ki jo na novejših UZ swapih delam drugače, kot je tukaj narejena, je pa lokacija oljnega filtra. Recimo oljni filter uporablja nosilec iz Nove Zelandije, ki je pa predelan zato, da ima na sebi senzor pritiska olja, senzor za idiot lučko oziroma rdečo lučko za olje in pa senzor temperature olja. Nanj pa prideta inlet in outlet oljne cevi, ki sta pa pač ena od teh cevi gre na motor, torej tam, kjer oljna pumpa šiba iz motorja ven pritisk, druga pa gre proti hladilniku, ki se ga da videti tukaj spredaj. Hladilnik je montiran vertikalno, zato ker ob menjavi olja hočeš spustiti staro olje tudi iz hladilnika in to najlažje narediš, ko je hladilnik vertikalno montiran, tako da samo spodnji nastavek odšraufaš in pustiš, da pač olje steče ven. Kasneje, na novejših swapih sem se odločil, da je najboljše uporabiti original v hiši oljnega filtra, ko sem se naučil, da v bistvu za te UZ-je dobiš en kup različnih. Razlog, zakaj nisem uporabil original oljnega filtra na tem swapu, je pa to, ker je bil na poto stabilizatorju, ki sem ga želel uporabljati na tem avtu. Motor uporablja Volkswagenove tuljave, od Volkswagen 1.8 Turbo ta senzor temperature v sesalnem kolektorju in pa od Ford Mondeo ta motorček za štanggas, ki regulira pač minimum na tem motorju. Zajla za gas je odrezana BMW zajla, na katero sem zapečatil tale nastavek in zaključek od Toyote. Vakuumska cevka je pa dosem BMW-jeva, dalje je pa enostavno aluminijasta cevka. Ta debela cev, ki pa samo random leži v motornem prostoru, je pa oddušek menjalnika. Oddušek menjalnika je tukaj zato, ker je menjalnik recimo več kot 1 meter nazaj od njega in ko ti pospešuješ, v bistvu ni šans, da bi tu ven metalo olje. Če bi pa že, je pa itak speljan tu naprej, kjer nikogar ne briga, tudi če malo spodleti po jermenu. Za montažo servopumpe je uporabljen nosilec, ki ga najdete na shopu, alternator je serijski. Na tej strani 2 silikonski cevi vodita zrak od filtra v sesalno loputo. Ta heat shield je na avtu že od nekdaj, da ne bi vrod zrak od hladilnika najdel svoje poti v zračni filter. To je pa ščit pred svinjarijo, ki ga potencialno kolo meče v filter in to je v bistvu zadnja izmed revizij, ki jo je imel ta avto, ne revizija, ampak zadnji izmed dodatkov, ki je ta avto dobil. Omembe vredni so tudi heat shieldi na strani, eden je tukaj, pomaga, da vroč izpuh ne zažge cele karoserije, na drugi strani je pa z aluminijem zaščiten tudi rezervoarček in cilinder za zavore. Motorna inštalacija na tem avtu ni moje delo in to je ena stvar, ki bi jo rad eventualno naredil na novo. Kot vidite, tu škatla z varovalkami že poškodovana, inštalacija je pa dosti nepregledna, v primeru, če bi kaj crklo, ampak zaenkrat dela dobro in od leta 2019, odkar je motor v avtu, ni bilo nobene probleme z inštalacijo. Za Volkswagen namenjena ekspanzijska posoda pa čila tukaj na motorju in služi za to, kar dela je pač ekspanzijske. Evo, zdaj se bomo pa ta avto pogledali od spode. Nemo zameriti, da je kakšna stvar že zarevela, da je ful počohano, avto je nizek, avto ima več kot 100 dni na progi, 1000 km na cesti. Vsa ta roba je že videla hudiča, ampak še vedno dela dobro. In ta avto ostane v moji zbirki zavedno, zato ker je to nek baseline, kako naštela 36-ko, da se dobro vozi, da je relativno konkurenčna in zanesljiva v en kup različnih pogojih. In bomo začeli kar z zmetenjem, zato ker to zmetenje pri driftu en velik bav.
Ena izmed stvari, ki je tu najprej opazljiva, je to, da je sprednji del avta v bistvu celna konstrukcija. In to, da je ta šasija zlomljena na večjih delih. To je posledica ene nesreče, ki sem imel na cesti, ko mi je en starejši gospod vzel prednost in sem ga v bistvu bolno v vrata. Motor je zabilo v požarno steno in to je bil v bistvu, to je bilo en teden pred zadnjim CDC-jem v letu 2018 in takrat je bilo enostavno hitreje narediti celno konstrukcijo, kot pa štukati, najprej iskati, potem pa štukati original krake, ki so šibkejši, na to obstoječo in že poškodovano šasijo. Drugače pa vsem, ki sestavljate drift avto, priporočam, da sprednjih kolotekov ne režete, zato ker na ta način vam sam kolesa mečejo blato v luči in v engine bay, kar pač nikakor ni potrebno. Zdaj bomo pa šli kar od zgore na dol. S spodnje strani vidimo ojačitve za šalce, to je dosti pomembna stvar na 36-kah, ker so te šalce zelo mehke, dostikrat se izbočijo, družbo nam pa dela tudi tale pajek. In s to štancano kovinsko ojačitvijo, ki jo samo prišraufate iz spodnje strani, preprečite poškodbe teh tankih, globoko vlečenih šalc. Te camber plošče najdete tudi na šopu, so specifične camber plošče za BC Gewinde v kombinaciji z E46 ali podaljšanimi rokami in low kitom. To so BC DS serija Gewind, uporabljam 12-kilske vzmeti in pa extra low varianto, zato da avto pač doseže željeno nižino. Če spustim vzmet ali amortizer do konca, je v bistvu šasija na tleh, tako da te Gewinde grejo ekstra nizko in do zdaj niso povzročale nobenih težav. Naslednja stvar so 328i bremze, mislim, da so enake na 46-kah pa 36-kah, nič posebnega, uporabljajo pa EBC Blue Staff zavorne ploščice in pa pletene zavorne cevi. Nekdanji nosilec teh zavornih cevi je odrezan, zato ker na velikem kotu se guma z veseljem zaletava v njega in novi nosilec je narejen tukaj, kjer je nekoč bila pritrjena škatlica za ABS senzorje, katerih ta avto več nima. Kar se pa tiče samih rok, je na avtu E46 roka, ki je malo pobrušena, da se zunanji končnik, ki je pač tukaj raven, ne dotika, ker ta low kit je enake geometrije, kot ga najdete na šopu, ampak je to eksperimentalni kit, ki uporablja zunaj tale unibol in tako sem v bistvu z eksperimenti prišel do idealnega Ackermann kota. Pesto je original E36 navadno, dobeno M500 nič, itak na M500 ne paše navadne bremze. Tako da to je čisto enostavno. Tukaj je ekscentrična poliuretanska puša, ta vezica pa skrbi za to, da sredinski del slučajno kdaj ne bi zlezel naprej ven. Stabilizator je pa navadni stabilizator od 4-cilindraša in uporablja tudi original E36 drop linke. Ta kot ni bohve kako dober, je pa dovolj dober, da pomaga malo povečati weight transfer na transitionih. In to pomaga, da ta relativno težek avto naredi prenos teže malo hitreje, kot bi sicer brez stabilizatorja. Zdaj, ko je avto dvignjen, vidimo, da so roke šele ravne. Jaz priporočam, da avte, ki so drift avti, za mojim low kitom štelate tako, da so roke na statični višini ravne ali malo dol, recimo do 5 stopinj. To pomeni, da je ta avto preveč znižan, glede na moje priporočilo. Ampak na ta način pač dosežem stil, ki hočem, da ga ta avto ima, ko ga vidiš na progi. Klasična obraba notranjega roba na gumah je tudi tu prisotna, tako da te gume bo treba obrniti oziroma bolj kot ne zamenjati. Tole je oljni hladilnik za motor, to je pa oljni hladilnik za servo. Prej sem uporabljal angleški tip hladilnika, ki ima manjša rebra, je nekoliko manj učinkovit. Je pa definitivno bolj robusten kot japonski stil hladilnika. To je japonski stil hladilnika, ki ga v bistvu najdete tudi na šopu. S temi hladilniki ni nikakršnih težav, če so pravilno zmontirani. In vsem priporočam, da uporabite tak tip, ker enostavno boljše hladi olje napram angleškemu tipu. Ta železni okvir je podpora hladilnika, pa hkrati tudi zaščita vsega drobovja zadaj, torej ventilatorja, vseh teh stvari. Te stranske palce pa skrbijo za to, da če bi kdaj slučajno vletel kak stožec iz strani ali pa kakšna druga stvar iz proge, da so predvsem cevi za motorno olje zaščitene. Tukaj se vidi adapter iz original oljnega filtra na cevi za olje, ki grejo proti hladilniku in ohišju oljnega filtra, in pa Mondeotov senzor za pozicijo glavne gredi, ki je z enostavnim adapterjem spasan tukaj v
eno UZ ohišje. Most je odrezan in ojačan za 4 mm debelo železno ploščo. To je zato, ker je ta karter na UZ-ju dejansko tako imenovani mid-sump, da karter ni full nazaj, ampak je nekje na sredini motorja. Je pa to dovolj nazaj, da lahko vijolična volanska letev ostane na original poziciji, pa tudi most ni nič spuščen, za razliko od raznih BMW swapov. Na tej strani se lepo vidi že poškodovan nosilec zavorne cevke in pa počohana karoserija tukaj in tukaj. To bi bilo mogoče za rešiti, bi bilo treba dati nove blokade v volansko, da ne bi imel avto preveč loka, saj ni dobro, da kolo bremza na polnem loku. Zanimiva stvar tukaj so bencincevi, ki grejo po koloteku. To sem v bistvu povzel po raznih korvetah, ki imajo na ta način speljane cevi za gorivo. In tudi z razlogom so one v bistvu aluminijaste, brez prekinitve, da če bi prišlo do kakega kreša in bi kolo udarilo sem not, je šansa, da ta cev poči dosti manjša. Pa tu se že malo vidi izpušni kolektor. To so doma narejeni 4v1 izpušni kolektori, ki pa dost zagužvajo engine bay na teh V8 swapih in bi rekel tudi, da so največji izziv, ko pač delaš to vrsten swap, zato ker poberijo ogromno prostora in povzročajo tudi to, da mislim in tudi sevajo full ene temperature v engine bay. In tu se vidi na levi strani recimo barva zažgana zaradi tega. Nosilci motorja so doma narejeni poliuretanski, ki so v bistvu predhodniki takšnih, ko jih tudi danes najdete na šopu, ki pa imajo 2 tulca iz poliuretana, ti imajo samo enega. Zgornji nosilec je tudi domače izdelave, je pač narejen iz jeklene cevi in jeklene plošče, tako da drži motor na mestu. To je nek hub race, ki povezuje šasijo z manjšimi trikotniki z sprednjim mostom in skozi sprednji most je dejansko narejen vložek, ki pomaga temu M12 vijaku, da pritrdi ta brez na most. Pa tudi tu spredaj je ojačitev, da je ta most dost močen, da se ne bi tukaj, kjer je šibka točka zaradi rezanja, slučajno zlomil ob kakšnem krešu, ki bi hotel premakniti šasijo. Tu je pa en fix, ki smo ga delali na progi. Menjalnik je ZF 5 prestav iz E36 M3, uporablja skid-shopove nosilce menjalnika in pa shifter, ki je predhodnik shifterja, ki ga danes najdete na šopu. Medium velikost harde šajbe in ta menjalnik je v avtu že od leta 2015, ko sem ta avto sestavil z šestakom. Bencinski filter je standard facelift E36. Auspuh je 2x2,5 coli, ima pa tudi vložke za lambde, če bi to bilo kdaj potrebno. Tukaj pod šasijo je skid plate, to je plošča, ki ščiti to glavni del šasije, da se ne preriba. Se pa tu vidi, koliko je, sploh če spodaj posvetim, koliko je stolčena ta šasija. Od tega, ko je avto pač leta in leta na progi nabijal na tla, na šikane in tako naprej. Sredinski ležaj je standard solid mount, toplotna zaščita nas pa pelje do zadnjega skid plata. Tukaj se da ta izpuh razstaviti na 2 dela in vgraditi potencialno glasnejši izpuh. Trenutno je gor 700 ali 600 mm dolg prekatni lonec. Ta del je votu, ta del je pa poln pene. In ta lonec precej zaduši zvok motorja, medtem ko sta ta 2 resonatorja že popolnoma votla, ker je volna zgorela ven. Ta avto je drugače italijanska šasija, ki nima nobene rje nikjer. Ima pa kar nekaj prask, pa tudi nekaj udarcev. Menjalnik je na takšni poziciji, kot je pri šestaku, zato uporablja aluminijasto traverzo od recimo 328i ali pa E36 M3 in tudi kardan je original. Zadnji most je vpet na aluminijaste puše, prav tako pa tudi diferencial. Zadaj na diffu je ojačitev pokrova diferencijala, ki je dosti pomembna za driftanje. Ti odlitki so tanki, dosti fragilni in recimo, če dosti klač kikaš, je dobra šansa, da ti poči. In tudi ta, tu se vidi malo brušenja, je bil, tu se pa celo vidijo vari, tudi ta je bil že počen in popravljen
da se ga je lahko uporabljal skupaj s to ojačitvijo. Ko to ojačitev daš na diferencial, je pol v bistvu diferencial solid mount, saj eliminira puše, ker ta vijak stisne ohišje, mislim pokrov direktno na most. Oddušek je po tej cevki speljan nekam na stran, ampak se eno uspešno masti tukaj po cevi za tankanje. Tank za gorivo je pa original. Ta velike roke so pa od E46 330 dizla. Sprednja puša je unibol, tile utori so pa podaljšani, zato da lahko avto doseže željeno optiko in to je špura nič, ne. To pomeni, da pač nima ne tov ina, ne tov avta. Spodnje roke so ta poceni verzija iz KitShopa, zgornje roke so pa predelane, kljub temu, da so predelane, pa se včasih zaletijo v šasijo, so pa nočane tudi od spodaj, da bi zunanja manšeta manj ribala po njih, ampak vseeno se včasih dotakne, ko je vzmetenje popolnoma stisnjeno. Zadnje zavorne cevke so navadne gumijaste, tu ni potrebe po nekih eksperimentih, se pa vidi tu, da nosilec zavorne cevke od 36 ne paše lepo na roko, pač sprednja luknja ni prišraufana in alternativno lahko vsi na 36 uporabljate tudi 46 zadnje cevi. Gevinde so kot spredaj BC, v tem primeru DS serije, extra low izvedbe. Tank za gorivo je popolnoma original, ima že nekaj risov, parkrat je že počohal po tleh, ampak se še načeloma nikoli ni prebil ali poškodoval do tega, da bi bil neuporaben. V tanku sta dve pumpi, ena je na levi, ta meče gorivo, ki se vrača z motorja na desno stran in ta desna futra motor s svežim gorivom. Zadnji del avta je videl že en kup gum, pa tudi par drugih naključnih krešov, zato je ta aluminijasta plošča dost stolčena, tukaj je zadihtana kar s tesnilno maso. Ta aluminijasta plošča je tu zato, da zapre luknjo v prtljažniku, ki je nastala s tem, ko sem odrezal banjo za rezervno kolo in nosilec akumulatorja. To pa s tem namenom, da je menjava diferenciala in bolj čekanje zadnjega vzmetenja dosti lažje. Seveda je karoserija ojačana tudi z ploščami za ojačitev karoserije, ki so pri 36 posebej pomembne, sploh pa tukaj v pragu, ker so ti vijaki prišvasani samo skozi en pleh in jih rado utrga ven. Zadnje zavore so od 330i-ja E46, to pomeni, da so zadaj diski večji kot spredaj, uporabljajo pa EBC-jeve Blue Stuff zavorne ploščice. Na ta način je brake bias avta precej daleč nazaj, tako kot meni paše. Diferencial je pa razmerje 2,93 iz 328i-ja, je pa špera, ki je sestavljena na 4 lamele. Je pa valjda tipa 188 in ta tip 188 zgleda zdrži vse možne klačhike in zlorabljanje na progi. Notranjost na tem avtu je standard E36, povešen strop je že zdavnaj romal v smeti, povešen predal na sovoznikovi strani je še vedno tukaj, zgubil sem pa en ta zračnik, tako da če ima kdo zračnik za ne facelift E36 na desni strani, se toplo priporočam. Shifter je zgodni prototip, ki pa deluje podobno kot shifterji, ki jih danes najdete na shopu, je nastavljiv, šalta OK. Družbo pa dela hidravlična ročna, ki je skrita pod centralno armaturko. To je bila nekoč ena tistih ročen, ki sem jih montiral, ki sem jih švasal zraven na mehanizme, kot so v original avtih. Zdaj je pa nadomeščena z mehanizmom na ležaj, ki je dvoredni, da ima na tako dolgi ročici samo minimalno zraka levo-desno. In je v bistvu enaka, ko jo najdete na shopu, samo da je ročica zvita, zato da je meni bližje volana, saj je moj volanski drog prestavljen za nekaj centimetrov proti vozniku, pa tudi spuščen. Tako da pač imam svojo pozicijo volana, zato ker sem toliko visok. Tale switch panel ima samo 3 stikala, to so bolj ali manj override za ventilator, kabinsko gretje in kabinska ventilacija, ter nosilec za telefon, en stiker za dober vibe. Vse troje je pa iz nezaščitenega železa, kar da temu avtu nek retroderski style in kot veste, je moja največja inspiracija iz otroštva so pač hot rodi, bolj specifično retrodi iz ameriške scene, ki so pač tukaj zaenkrat nedosegljivi.
in na ta način v bistvu malo podoživljam ta otroški hype nad avti. Volan je MTech2, original iz E36, brez usnja, spolirana guma, lepo drsi po rokah, dosti dobro drsi tudi po kakšnih usnjenih rokavicah, tako da ta volan meni paše, zato je pa tudi v ta novem avtu isti model volana. Kazalec je od Šestaka, armaturka je ne facelift, brez airbaga, tako da je kolikor se da clean. Avto pa ohranja osnovno funkcionalnost s senčniki, z delujočim bord kompjuterjem, delujočimi svetili, žmigavci. Edino brisalci so predelani na to dvostopenjsko stikalo, zato ker originalna inštalacija je poškodovana. Je pa več ta karoserija zlajšana, kabli so razrečeni in ta toplotna izolacija izpod črnega tepiha je umaknjena, tako da je avto za 30 do 35 kg lažji. Pred sovoznikovim sedežem je pa tudi gasilni aparat, ki je obvezno oprema na progi. Voznik sedi v bucket zicu, to je no-name bucket zic, uporablja pa ti široke varnostne pasove. Ti široki pasovi so mišljeni za uporabo brez imobilizacije vratu. Široki so pa fini zato, ker te ne bolijo ključnice, ko si cel dan na progi in te premetava v teh pasovih. Sovoznik pa sedi na original E36 zicu, to je športna verzija zica. Voznikov par je pa zaključil svojo kariero v enem izmed crashov, ki jih je ta avto imel pred časom. Sedež se je namreč zlomil, ni umrl voznik, ampak sedež se je zlomil in ni bil več uporaben, ker se ga ni dalo lepo popraviti. Od večine Drift E36 se pa moja razlikuje v tem, da ima še zadaj zmontiran bucket sedež. To je Sabelto Racer, starejšega modela jeklene konstrukcije. Zmontiran je pa na original sidrišču za pasove. Predaj pa je narejen sandwich sistem, ki uklešči tole dno nad tankom, tako da dobro fiksira sedež na svojo pozicijo. To je medium ali small sedež in je tudi dovolj nizko. V bistvu je nižje kot original zadnja klop, da lahko zadaj sedi potnik do 1,90 m brez čelade ali pa 1,80 m z čelado. Ta avto je bil pred Lexusom dostikrat uporabljen za drift taksije in je tudi dobro služil temu namenu. Oba potnika na desni strani pa uporabljata navadne varnostne pasove. Walk around avta bomo zaključili s predelavami v prtljažniku. V prtljažniku je narejen ta jacking point, pa tudi ojačitev. Ojačitev zato, ker sem imel eno neljubo izkušnjo, ko sem se z drugim avtom zaletel tukaj v vogal in je v bistvu zlomilo celo rit E36, zato ker je šibka točka tam, kjer se ti chassis railsi najdejo skupaj z glavnim delom šasije. Zato sem se odločil tu ojačati šasijo v trikotnik. So pa te plošče privarjene na glavno šasijo šele potem, ko je na šasijo privarjena že železna ploščica, ki podloži oziroma razbremeni točkovno obremenitev na karoserijo. Spodaj, to je bilo treba sicer res spucati en dan, pa na novo narediti mogoče, ampak ta aluminijasta plošča vseeno kar dobro služi temu, da ne spušča svinjarije iz podvozja, iz proge v avto. To je nosilec akumulatorja, ki je privarjen direkt na karoserijo. Je pa to vse skupaj tako dimenzionirano, da v prtljažnik še vedno gresta dva polna kolesa z gumami, ker nekoč, ko je bil še avto na cesti, je bilo to nujno, ko sem hotel iti na kak event ali pa se voziti, da sem imel s sabo rezervne gume. Tole je odušek tanka, ki je premaknjen iz engine baya sem, zato ker v engine bayu zaradi V8 prostora, zaradi V8 motorja ni dovolj prostora. Za vse, ki pa dobro poznate 36-ke, pa veste, da se tu noter po navadi nahaja ekspanzijska posoda za tank za gorivo. V tem avtu je več ni, zato da je kakšna razpadajoča guma ne bi poškodovala. Tako da ta avto se nikoli ne sme tankati na polno, vedno se ga tanka recimo na 3/4, da v tanku ostane nekaj prostora za raztezanje goriva ob temperaturnih spremembah. V prihodnje bi rad ta avto spravil estetsko na malo višji nivo, to je popravil vso to kleparsko škodo, zmontiral nove overfenderje in avto pobarval na črno, tako da bo pač predstavljal to, kar je bil nekoč. V glavnem, to je bil walk around OG E36, to je avto, ki je meni pomagal, da sem postal nekoliko prepoznaven v drift sceni. To je avto, ki me je leta in leta vabil nazaj za volan, da se z njim zapeljem, bodisi po cesti, bodisi na progi.
Udeležil sem se tudi kar nekaj gorsko-hitrostnih dirk z njim. Avto je še vedno pripravljen za iti na drift progo. Trudim se, da je skozi up to date, kar se tiče vzdrževanja. Vsako sezono dobi novo olje. To je ne samo motorno olje, tudi zavorno, menjalniško in pa v diferencialu. Zadnji čas ga v bistvu vozi Klaudija, zato da se navadi malo močnejšega avta. Če bo kdaj viška financ, bi si v tem motorju želel nadgraditi ventile, ročnike in pa odmične. Na ta način bi ta motor prišel z nekih 275 konjev ali 270 konjev čez 350. Upam, da je zdaj vsem jasno, da obstajata dve črni E36 limuzini s Toyotinimi V8 motorji. To sta moja dva najljubša drift avta. To je avto, s katerim sem pridobil ogromno znanja, s katerim imam ogromno dobrih spominov. Ne uporablja se ga pa več tako intenzivno, kot se ga je uporabljalo prejšnja leta. Njega je zdaj nadomestil nov avto, ki je dosti bolj hardcore verzija E36, ki je za uporabo na progi. Zdaj pa oba dva avta sta trenutno ročna. Vsi, ki sprašujete za menjalnik, avtomatski menjalnik je tam pod mizo. V naslednjih letih lahko pričakujete, da bojo setupi z avtomatskimi menjalniki na progi vse bolj pogosti, ker avtomatski menjalniki enostavno nudijo zmogljivosti, ki jih ročni menjalnik ne more nikoli nuditi, ker ljudje enostavno nismo tako hitri, kot pa je robotizirana hidravlika v avtomatskih menjalnikih. V glavnem, upam, da vam je bil všeč walk around starega avta. Če bo dovolj ogledov, mogoče tudi kak komentar, pa predvsem želja potem, da predstavim še katerega od drugih drift avtov, pa mogoče rečem kakšno besedo na temo avtomatskega menjalnika, se zna tudi to zgoditi. Ta čas pa ne pozabiti lajkati videa, če vam je bil všeč. Šerajte ga, če mislite, da ga mora videti še kdo drug. Pa spustite se v komentarje, če vas zanima še kaj, se bom potrudil odgovoriti. V glavnem, to je bilo pa to z moje strani za danes. Hvala vsem za ogled. Z vami sem bil Erik in se vidimo v naslednjem videu.